Škofja Loka nekako pred samo prvo svetovno vojno je bila neke srednje veliko mesto. Tukaj smo imeli sedež mestne občine, okrajnega sodišča in davčnega urada. Upravno je pa spadala predvsem pod okrajno glavarstvo v Kranju. Zdaj po popisu prebivalstva iz leta 1910 je štela nekaj čez 2200 prebivalcev. Večina se jih je izrekla za Slovence, 26 za Nemce. Tudi kar se tiče same družbene razslojenosti, je bila ravno tako zelo pestra. Večinoma je šlo za družine trgovcev, obrtnikov in pa nekaj delavstva že takrat. V okolici in na podeželju je pa živelo predvsem kmečko prebivalstvo. Zdaj, od 70 let 19. stoletja vemo, da ima Škofja Loka že tudi železnico, pa potem konec samega 19. stoletja prvo tovarno, prve zametke industrije, to je bila Krenerjeva tovarna sukna, 1894 leta prva javna razsvetljava, tukaj v Škofji Loki na Kranjskem, in pa leta 1902 dobimo tudi mestni vodovod, ki je bil pa, čigar odprtje je bilo obeleženo z velikim dogodkom in pa prižigom fontane na mestnem trgu. Zdaj, seveda, ta prelom 19. v 20. stoletje obeležuje tudi vrsta drugih, predvsem družabnih dogodkov in pa delovanje različnih društev, ki so svojimi dogodki popestrili nekako tudi to javno življenje. Zdaj, seveda se pa vse to prekine nekako oziroma preneha z začetkom Prve svetovne vojne. Še posebej za nas, kot za ledni kraj, je pomembno leto 1915, ko se vzpostavi Soška fronta. Italija seveda sprva je bila zaveznica Avstro-Ogrske monarhije, vendar je potem 1915 prestopila iz centralnih sil k Antanti in zato napovedala tudi vojno Avstro-Ogrski. In takrat se v bistvu na tem zahodnem delu slovenskega ozemlja vzpostavi Soška fronta. Zdaj, kar se tiče same Soške fronte, se je treba predstavljati, da gre za zelo, zelo zahteven teren, še posebej, kar se tiče bojevanja. Dejansko vojaki so se bojevali na teh visokih grebenih gora, pokritih snegom, po ozkih, globokih dolinah, in zaradi tega naravnega terena je bilo bojevanje zelo zahtevno in je zahtevalo tudi izjemne napore in terjalo tudi številne žrtve. Zdaj, bojevali so se dejansko v vseh vremenskih razmerah in pa Avstro-Ogrska stran je šele v letu 1917 z velikimi napori in zamudo uspela izvrtati dovolj tudi kavern in podzemnih zaklonišč. Treba si predstavljati, da to so dejansko vrtali v živo skalo. Zdaj, sama fronta je bila tudi povezana z vrsto preskrbovalnih poti, z odseki poljskih železnic, gorskimi cestami in pa uporabljali so tudi žičnice. Gradijo celo male elektrarne in pa manjše vodovode. Zdaj, če si predstavljate, tudi same sanitetne razmere na sami Soški fronti in na tem terenu so bile zelo, zelo slabe. Predvsem so vojaki umirali tako zaradi ran, poškodb, nekje sem brala, da ni bilo nič nenavadnega, da je roka letela stran, da je noga letela stran, deli teles in pa ne samo streli in pa šrapneli, ampak tudi odkruški kamenja pri raznih eksplozijah so bili zelo, zelo nevarni. Pa seveda tudi bojni plini, tako da kar precej vojakov je umrlo. Poleg ranam, ki so se lahko tudi okužile, so bili vojaki izpostavljeni tudi različnim, recimo nepokopanim truplom umrlih vojakov, po zimi recimo so bile zelo nevarne ozebline in pa poleti opekline. Pestilo jih je pa tudi pomanjkanje recimo zavetja, vode, osebna higiena je bila tudi zelo pomanjkljiva in pa k temu je pridonesla tudi precej slaba prehrana, nečista voda in vse to je v bistvu pospešilo širjenje različnih bolezenskih klic, virusov in pa bakterij.
Zdaj, še ena stran v bistvu tega vojskovanja so pa ravno tako spolne bolezni, ne, ki se širijo med vojsko. Ne govorimo samo o vojakih v zaledju, ampak celo na sami fronti, ne. Tukaj vidimo eno sliko zdravniškega pregleda samih vojakov, ne. Zdaj, vojaki so zbolevali ravno tako z različnimi spolnimi boleznimi, kot so sifilis, gonoreja, mehki čakar. Te so se širile predvsem ob stikih z prostitutkami, ne, v zaledju in pa na fronti, ne. In ravno zaradi tega, ne, ker je bilo teh spolnih bolezni toliko, ne, zaradi širjenja, je tudi okrajno glavarstvo v Kranju leta 1916 izdalo razglas vsem županstvom in noter so zapisali, da vsaka ženska, ki se javno ali skrivno spečava z moškimi, se pravi prostitutka, je izslediti, nadzorovati in vsikdar takoj staviti v preiskavo uradnemu ali pristojnemu okrožnemu zdravniku ter poslati v bolnišnico, ako se je izkazalo, da je spolno bolna, o čemur je poslati samkaj naznanilo, ne. Tako da v bistvu so tudi sama vojna uprava je poskušala reševati to problematiko širjenja bojnih teh spolnih bolezni, ne. Med prvo svetovno vojno je pa francoska vlada, recimo, ne, če malo preskočimo tudi na druge svetovne fronte, aktivno zagotavljala prostitutke za svoje čete, ne. In to v precej velikem obsegu, ker že leta 1901 je obstajalo vladno združenje, v Franciji govorimo, namenjeno koordinaciji mobilnih vojaških bordelov. Enega takih vidite tudi na sami fotografiji. In dejansko ti mobilni objekti med prvo svetovno vojno so bili v bistvu taki veliki tovornjaki s priklopniki, kjer je lahko delovalo tudi do 10 prostitutk. Tako da ja, je pa zanimivo, ne, da poleg od oblasti mobiliziranih profesionalnih spolnih delavk so pač v teh vojnih časih k prostituciji so se zatekala recimo tudi lokalna druga dekleta ali pa v taboriščih recimo in na bojiščih. In ponavadi so imele veliko več dela, predvsem pred večjimi bitkami, ne. Takrat so se kar vrste delale. In recimo zanimiv je recimo tudi dnevnik Frana Milčinskega, ki ga je pisal, kjer popisuje tudi stanje v Ljubljani, sploh med prvo svetovno vojno, in piše, citiram: Kurbe posečajo tudi strelske jarke. Našli so čisto nage mrtve, zadušene po plinih. Cijan plini so tako hudi, naj se dotaknejo najmanjšega prostora kakšne sluznice, kuj usmrti. Konec citata. Ne. Tako da dejansko so bile kar, se pravi, prostitutke stalne spremljevalke nekako tega vojaštva, ne. Zdaj, kar se pa tiče same Škofje Loke, ne, v začetku, v času prve svetovne vojne, ne, seveda tudi pri nas, že od leta 1914 se začne mobilizacija, ne. Odhajanje fantov na fronte, potem seveda pridejo vsi ti vojaški ukrepi, predvsem prepoved delovanja društev, prepoved ustanavljanja novih društev. Uvedena je bila tudi zelo stroga cenzura, omejitev gibanja prebivalstva, recimo vojska je zavzela tudi samo železniško progo in pa glede na to, da je večina moških in fantov odšla na fronte, ne, so bile ženske, otroci in starejši tisti, ki so morali zdaj skrbeti bodisi za kmetije ali pa za preživetje, ne. Zdaj tudi v samem cerkvenem življenju se vrstijo maše, molitve, procesije, bodisi za padle, bodisi za pogrešane, ne. In pa, kot sem že omenila, ne, na Loškem se začnejo sploh po letu 1915 ustanavljati zaledne bolnišnice, ne. Zdaj, kar se tiče samega vojaštva, ne, tudi v Škofji Loki, ne samo ranjeni, ampak tudi te v bistvu premiki vojakov, ne, proti fronti ali pa iz same fronte, so šli tudi čez Loško področje, čez Loško ozemlje, ne. Številni so se premikali tudi iz Galicijske fronte in tukaj vidimo eno fotografijo vojaške godbe na Mestnem trgu, ne. To so bili celi treni, takole nekako je to izgledalo,
ki so se pogosto tukaj tudi nastanili za določen čas. Nekateri so bivali kar na prostem, na večjih travnikih, recimo na Podnu vem, da je bil en tak prostor, ali pa v župniščih, ali pa so bili kakšni oficiri nastanjeni tudi pri zasebnikih. Skratka, travniki, hiše, podi, skedni, hlevi, šupe, polni vojaštva. In tudi same vasi, recimo, so bile tudi zastražene, predvsem zaradi tega, da se vojska ni porazgubila. Zdaj, če koga malo bolj zanima, kako je bilo živeti s tem vojaštvom tukaj, mislim, da smo 2018 izdali tudi en katalog, kjer je malo več opisanega teh težav z vojaki, kaj pa kaj so počeli ob teh nastanitvah v Škofji Loki in kako so jih Ločani tudi sprejeli. Zdaj, v Škofji Loki pa ni bila samo ena vojaška bolnišnica, ampak jih je bilo več. Tukaj vidite fotografijo ranjenih vojakov v Krenerjevi tovarni, tudi tam je bila bolnišnica za ranjence. In pa seveda še ena je bila izolirana vojaška bolnišnica v Vincarjih. Nas bo pa zanimala predvsem Loški grad, kjer je bila ena takih lokacij, kjer so od avgusta leta 1915 do začetka decembra 1917 so se zamenjale kar 4 vojaške bolnišnice. Prva je bila Feldšpital 7/4, potem takoj za njo je prišla rezervna bolnica Troppau 1, takoj za njo potem pruski vojaški lazaret in pa na koncu bavarski vojaški lazaret A6. In tukaj vidite tudi en izsek iz Loškega gradu. Zdaj mogoče že takoj na začetku omenim, da kar se tiče same oskrbe teh ranjenih vojakov tukaj na Loškem gradu, vemo, da so bile tukaj sestre Uršulinke v tem času. Moram poudariti, da niso bile sestre Uršulinke tiste, ki so skrbele za same ranjene vojake. Poleg seveda vojaških zdravnikov je bilo tukaj okoli 80 sester Božje ljubezni in pa Rdečega križa. In one so bile tiste, ki so skrbele, jih hranile, previjale rane in tako dalje. Zdaj, kar se pa tiče samih Uršulink, v Škofjo Loko so prišle mnogo pred Prvo svetovno vojno. To je bilo konec 18. stoletja in sicer sprva, ko so bile klarise ukinjene, že konec 18. stoletja, v času teh velikih jožefinskih reform. Takrat pridejo Uršulinke v Škofjo Loko, se nastanijo v tem nekdanjem klariškem samostanu in pa zraven seveda imajo tudi pripadajoč vrt. Leta 1890 pa potem za svoje šolske namene kupijo dejansko Loški grad, ki so ga pa potem nekako do začetka 20. stoletja oziroma do 1908. leta tudi temeljito prenovile in prilagodile sami šolski dejavnosti. Moram poudariti, da tukaj ni delovala samo ena šola, v času sester Uršulink, ampak več šol. V grobem recimo lahko rečemo, da je bila tukaj zunanja šola in pa notranja šola z internatom. Potem je bila tukaj ponavljalna šola, pa gorska šola, vrtce so imeli recimo tako za dečke kot za deklice in še. In pa seveda poleg samega nakupa gradu je zraven spadal tudi obsežen grajski vrt. Zdaj, kar se pa tiče samega življenja sester Uršulink, ravno v času Prve svetovne vojne, je pa zelo zanimiv v bistvu ta arhivski vir in sicer Chronistische Notizen geschrieben von Mati Ignacija Šinkovec. Se pravi, kronika, ki jo je Uršulinka Ignacija Šinkovec pisala med leti 1914 in 1918. Zdaj, sama kronika obsega okoli 190 strani, pisana je pa večinoma v nemški gotici. In v bistvu vse, kar vam bom jaz danes predstavila o življenju sester Uršulink v času same Prve svetovne vojne na Loškem gradu, sem v bistvu našla v tej kroniki. So tudi drugi viri, recimo, predvsem zanimivi so tudi same ta letna poročila, šolska letna poročila, ki jih izdajajo, vendar niso ohranjena čisto vsa. Zdaj, avgusta
leta 1915 je sam Loški grad zasedla vojaška bolnica. Prva je bila Feldšpital 7/4, ne, in točno 11. avgusta je okoli 9. ure dopoldne na grad prišel vojaški zdravnik in je zahteval ogled celotnega gradu. In takoj po ogledu je potem prednici, ki jo vidimo na fotografiji, to je bila Katarina Majhnič, naročil, da je potrebno v bistvu grad spremeniti v vojaško bolnišnico. Seveda, uršulinke so takoj začele pripravljati prostore, opremo, predvsem je šlo za postelje, za umivalnike, za nočne omarice, komode, kabinete in tako dalje, se pravi to pohištvo. In s pomočjo gojenk so same večinoma znosile z gradu samostan, popoldne pa jim je pomagalo okoli 20 vojakov. Ne. In zato, da si malo predstavljate, kako hitro je to šlo, ne, dejansko so morale, niso ukinile same šole v tem času, še vedno so vodile, samo reorganizirati so morale svoje šolske dejavnosti. Ne. Notranja šola se preseli v samostan, v zgornje nadstropje zunanje šole. Tako da zdaj ni bil več možen celodnevni pouk, skrčilo se je seveda število učnih ur, višji razredi so imeli pouk dopoldne, nižji pa popoldne. Ne. In zaradi same prostorske stiske so uršulinke začasno tudi ukinile gorsko šolo in pa ponavljalno šolo in pa oba otroška vrtca. Zdaj, kronika piše, ne, na predvečer 12. avgusta je bil penzionat že v celoti spremenjen v vojaško bolnišnico. Ne. Seveda, kar hitro so začeli že prihajati prvi ranjenci, ne, v noči med 15. in 16. avgustom je na grad prispelo prvih 90 ranjencev. Ne. Nekaj dni zatem, se pravi 18. avgusta, pa še novi. Zdaj, tako je, ne, te skupine ranjencev so res nenehno dotekale, tako da se bomo pol tudi pogledali, katera je bila tista res največja skupina, ki je prišla. Ampak Feldšpital, v bistvu ta prva vojaška bolnica na gradu, ni ostala dolgo. Že 14. junija leta 16 je v bistvu zapustila Loški grad in se preseli v Trst. Takoj drugi dan je pa vzpostavljena rezervna bolnica Count K. Rezervšpital Troppau. Tukaj vam lahko še tole pokažem. Evo, Count K. Feldšpital, štempilko in pa seveda razglas občine, ki je zaradi takega števila ranjencev, kot je prihajalo na Loški grad, tudi občina poskušala pomagati, ne, in je med prebivalstvo razglasila, da potrebujejo postelje. Predvsem tiste, ki jih prebivalstvo ne potrebuje, ne jih daruje na Loški grad za ranjence. Ne. Seveda pri tem pa ne označijo vsako posteljo s svojim imenom in priimkom, da se bo vedelo, čigava je katera. Tako da. Tukaj še nekaj fotografij, ne, v bistvu zunaj, kjer imamo mi parkirišče danes, ne, je bila zunanja vojaška kuhinja na začetku grajskega vrta in pa pogled v eno od operacijskih sob v vojaški bolnišnici. In že leta 16 potem je zapisano, kmalu je bil penzionat organiziran v popolno poljsko bolnico s svetlimi zračnimi bolniškimi sobami in hodniki, z veliko operacijsko sobo, velikim kopališčem z več kabinami, opremljeno z vodovodom in električno napeljavo, s kuhinjo za oficirje, s prostorom za sončenje in velikim parkom. Ne. Res so kar precej preuredili, še vedno so pa uršulinke tukaj vodile šolo. Ne. Še vedno so se ukvarjale z šolsko dejavnostjo, kljub vsem. In pa vidimo tudi sanitetno osebje na grajskem dvorišču, slikano med samo Prvo svetovno vojno. Zdaj, kot sem že omenila, ne, to konstanten dotok teh ranjenih vojakov, predvsem iz Soške fronte, je prihajal. Ne, avgusta leta 1917, mogoče to omenim, je bilo poslanih na Loški grad kar 1100 vojakov. Ne. 500 od teh pa potem iz Loškega gradu naprej v druge bolnice. Ne.
Ampak verjetno se sprašujete, koliko je pa zdaj vseh teh šlo skozi Loški grad, ne? Točne številke žal nimamo, ne? Ker tudi sama kronika, ko popisuje, ne omenja vedno številk, ne? Včasih napiše veliko, včasih napiše malo, včasih ne napiše samo skupina ranjencev je prišla, ne? Tako da zelo težko si predstavljamo, koliko dejansko ljudi je tukaj šlo čez, ne? Ampak kljub temu tudi taki podatki nam povejo, ne, za kako velike skupine je šlo. Ne. In seveda, če si predstavljate nastanitev takega števila ranjenih, ne, z vso oskrbo, je bila logistično kar precej zapletena. In seveda vsi ranjenci niso mogli takoj noter v grad, ne, k zdravniku, da bi jih oskrboval, ampak jih je bilo prej potrebno razkužiti. In tukaj vidimo tudi razkuževalni voz na samem vrtu. Tako da ob takem številu ranjenih recimo so bili pogostokrat nastanjeni in so čakali na razkuževanje kar na samem grajskem vrtu ali pa celo tudi na samem samostanskem vrtu. Predno so lahko sploh prišli do svoje postelje. Zdaj seveda drug problem, ne, poleg zdravstvene oskrbe in raznih poškodb in bolezni je bila predvsem pomanjkanje hrane, ne. Sama kronika se precej ukvarja z samim tem pomanjkanjem, ne samo, da opisuje noter, kako same sestre uršulinke niso imele dovolj hrane ali pa tudi gojenke, ampak tudi noter beremo, kako prestradani so prihajali sami ranjenci v bistvu sem na okrevanje, ne. Recimo en tak primer je bil leta 1917, kako je v bistvu eden od vojakov prišel celo pred samostanska vrata dol in prosil za hrano, ne. In medtem, ko so šle sestre iskati nekaj, da bi mu dale za jest, ne, se je vojak ulegel kar na tla in tako trdno zaspal, da ga niso mogle zbuditi. Ne. Potem, ko so ga zbudile, je hitro pograbil tisto malo hrane in pojedel in šel naprej, ne. Tako da silno pomanjkanje hrane. Ni bilo pa nič nenavadnega, recimo, in to piše tudi v sami kroniki, ne samo, da so prosili za hrano, tudi kradli so. Tudi kradli so zaradi same lakote. Poleg seveda teh ranjenih avstro-ogrskih vojakov, ne, ki so prihajali sem, so pa z njimi prihajali tudi italijanski vojni ujetniki. Tam je bilo pa stanje še slabše, ne. Zdaj, Italijani, piše kronika, grozno lačni, ne. Rekli so, da če v samostanu ne bi dobili za jest, ne bi bili več živi, ne. Tukaj mi je bilo zanimivo, kaj so dobivali sploh čez dan za jest. Za zajtrk dobivajo majhen košček kruha in nekaj rjave vode, ki naj bi bila kava. Za kosilo bistro juho brez vsega, ob večerih pa ponovno kavno vodo. No, in vsi zelo radi pridejo v samostan. Seveda, ker sestre uršulinke so, kar so imele, kar so lahko dale, so seveda dale za pomoč. Seveda pa uršulinke niso samo s hrano in pa s pohištvom in s prostori, kot smo že povedali, pomagale, ampak tudi na druge načine, ne. Z gojenkami, recimo sploh ob kakšnih praznikih so jim pripravili kakšna mala darila za ranjence, ne, ali pa jih ob večjih cerkvenih praznikih obiskovale, recimo, ali pa jim nosile sadje z vrta, ne, ker sestre so imele kar precej velik sadovnjak, ne. Vendar pa to sadje so jim lahko dajale le ob privolitvi vojaške komande, predvsem pa ob privolitvi samega vojaškega zdravnika, ne. Tako da on je bil tisti nadzorni, ki je povedal, kaj lahko jejo in kaj ne. Zdaj dejansko niso pa samo sestre uršulinke obiskovale in gojenke, ampak tudi drugi obiski so bili lahko, ne. Na eni strani, recimo, poleg duhovnikov so jih lahko obiskali tudi sorodniki, prijatelji, ki so bili o ranjenem svojcu obveščeni, bodisi preko vojne uprave ali pa preko razglednic, pošte, telegramov. Nekaj so lahko izvedeli tudi iz samih časopisov, moram pa poudariti, ne, da so bile tudi druge organizacije, ki so obveščale o ranjenih padlih, same svojce teh, ne.
Recimo ena takih je Rdeč križ, ki je ravno tako pomagal pri stikih. In tukaj vidimo razglas o obiskovanju same vojaške bolnišnice. Izdan je bil prav razglas in sicer ta razglas potem piše, da je obisk dovoljen le z legitimacijo vojaške pisarne. Ta vojaška pisarna je bila pa nastanjena na Štemarjih v Škofji Loki. Dejansko obiskovalec je bil dolžan to legitimacijo pokazati pri samem vhodu v bolnišnico, pri izhodu pa je predal bolnišnični inšpekciji. In ob 3:30 popoldne so zvoncom naznanili konec obiskov. Svojci in prijatelji ranjencem niso smeli prinašati nobenih daril ali paketov sami, ampak so jih morali predati vojaški pisarni na Štemarjih in jih je nato dostavila posameznim vojakom. Zdaj, za številne ranjence, pa seveda, ki so okrevali v bolnici na Gradu in so bili zelo daleč od svoje domovine ali svojih sorodnikov in prijateljev, pa obiski niso prišli v poštev. Zato so jim seveda ure krajšali tudi drugi meščani ali pa meščanke. Gospe dobrotnice in ugledne meščanske dame so jim seveda poleg te materialne pomoči nudile tudi moralno podporo in pa tolažbo. In ena takih je bila ravno soproga v bistvu Karla Štrala, Marija, ki je bila za svoje delo pri sami pomoči ranjencev celo odlikovana. V Stari Loki, v kroniki župnije Stara Loka beremo: odlikovana gospa je bila največja dobrotnica, prava usmiljenka vojaških bolnic v Škofji Loki. Dan na dan je obiskovala usmiljenja vredne ranjence, jih tolažila in razveseljevala z najrazličnejšimi darovi, katere je v veliki večini sama kupovala ali pa jih zbirala pri drugih dobrotnikih. Tako da tudi te dame so obiskovale in pa pomagale ranjencem, kolikor so pač lahko. Zdaj, kdo vse je pa bil tukaj nastanjen? Zdaj, kar se tiče o samih boleznih in poškodbah teh ljudi, imamo ohranjene v bistvu le 95 mrliških listov umrlih v vojaških bolnišnicah. In ti mrliški listi datirajo nekako od oktobra leta 1916 do novembra 1918. Zdaj tukaj vidite enega od teh mrliških listov in sicer poleg teh osnovnih podatkov umrlega, ime, priimek, stan, poklic, rojstni kraj in veroizpoved, pa te mrliški listi navajajo tudi vzrok smrti in pa bolezni, datum in uro smrti, datum in uro pogreba ter številko groba. In glede na število, koliko jih je tukaj umrlo in koliko jih je pokopano, veliko več kot samo 95, žal niso ohranjeni vsi mrliški listi. Tukaj imamo mrliški list Antona Šimer, Anton Šimer, rojen 1869 iz Češke. Po poklicu je bil čevljar, po zakonskem stanu poročen, vzrok smrti je bila pa pljučna tuberkuloza. Umrl je 29. aprila leta 1917 ob 1:15 popoldne. Tako da, zdaj med vzroki smrti, od teh 95 ohranjenih, to moram poudariti, je največkrat navedena ravno pljučna tuberkuloza, skoraj 19%. Zdaj, zakaj je pljučna tuberkuloza? Predvsem slaba odpornost, nezadostna prehrana, neustrezne higienske razmere. Moram pa poudariti, da sama tuberkuloza ni kosila samo med vojaki, ampak tudi med civilnim prebivalstvom, so bili razni izbruhi. Simptomi so dolgotrajno kašljanje, tudi kašljanje krvi, oteženo dihanje, povišana telesna temperatura, pomanjkanje apetita, potenje in tako dalje in tako dalje. Je pa zanimivo, tuberkuloza lahko prizadela tudi druge organe. Med navedenimi se je v 4 primerih teh mrliških listov tuberkuloza razširila na možgane in povzročila celo meningitis. V enem primeru pa je vojak umrl za posledicami črevesne tuberkuloze. Tako da, to je bila najbolj pogosta nekako vzrok smrti od teh 95 ohranjenih. Zdaj vam bom pa pokazala še ostale.
druge pljučne bolezni, od pljučnice, pljučnega katarja, okužb, pleuritisisa, vnetje pljučnega krila, celo do pljučne odpovedi. Potem takoj zatem sledijo tudi srčne bolezni, največkrat popuščanje srca in pa srčni zastoj, nekaj pa tudi zaradi otekanja srčne ovojnice in kroničnega vnetja srčne mišice. Zelo razširjena nekako med vojaki je bila pa ravno tako griža oziroma dizenterija. Skoraj 9,5% jih je umrlo prav zaradi te bolezni. Gre za nalezljivo črevesno bolezen, ki jo običajno dobijo preko hrane ali pa preko vode, okužene, in pa povzroča hude krče in drisko. In ta griža se je leta 1917 zanesla celo med same sestre uršulinke. Mislim, da jih je 12 sester je zbolelo, 2 od njih sta celo umrli. Tako da to so bile te bolezni. Kar je bilo pa meni zanimivo, je pa, da od teh 95 ni bilo toliko veliko poškodb in ran, kot bi človek pričakoval od vojakov, ki pridejo ravno s fronte. 11,5% jih je bilo, v večini primerov sta kot vzrok smrti navedeni sepsa in pa gangrena, ki sta bili posledici okužbe zaradi strelov in pa ran. Imamo gangreno spodnjega dela noge, gangreno stegnenice, gangreno zaradi strela v stegnenico desne noge, sepsa zaradi poškodbe granate, sepsa zaradi zdrobljenega gležnja in še nekaj drugih. Tako da bolj za posledicami so umirali tukaj, kot pa zaradi dejanskih ran. V 2 primerih, poleg poškodb, je šlo pa v 2 primerih teh mrliških listov za smrt zaradi strela v prsni koš, možganske krvavitve, poškodbo glave in pa pretresa možganov. In tukaj imamo en tak v bistvu mrliški list, kjer je vzrok smrti strel v pljuča z vnetjem trebušne ovojnice. Tako nekako so bile te glavne bolezni oziroma poškodbe, zaradi katerih so umirali, niso bile pa to vse namreč. Tudi drugi so navedeni. In sicer zdravniki pogostokrat je bilo, da so navedli samo splošno oznako slabost, vzrok smrti slabost. Tukaj zelo težko rečemo, zakaj je šlo. Zanimivo je, eden od vojakov je umrl zaradi padca z vlaka, drugi zaradi duševne motnje, eden je potem storil tudi samomor, kar je bilo po meni zanimivo, pri enem od vojakov pa je kot vzrok smrti navedena celo utopitev. Žal, te mrliški listi ne navajajo recimo kakšnih okoliščin, samih smrti, ampak samo res tisto diagnozo, kaj je privedlo do tega. Tako da ne vemo točno, zakaj je utopitev. Zdaj seveda pa z delovanjem teh bolnišnic na Loškem, vojaških, se je zaradi pokopa umrlih vojakov v času vojne pokazala potreba po ureditvi samih vojaških pokopališč. Seveda vse umrle je bilo treba pokopati nekje. Zdaj vemo, da za civilno prebivalstvo je bilo pokopališče urejeno, se pravi mestno pokopališče v Škofji Loki leta 1892. Pred tem je bilo glavno loško pokopališče v Stari Loki. Istega leta, kot je bilo ustanovljeno samo mestno pokopališče, je bilo ravno tako obzidano in pa konec leta potem tudi blagoslovljeno. Že naslednje leto pa je bila postavljena tudi mrliška vežica, ki jo je pa sezidal sam domači stavbenik Janez Krstnik Molinaro. Nekoliko pozneje, 1897. leta, je bila potem pa zgrajena tudi pokopališka kapela. Ravno tako je zgradil Molinaro in pa še nekaj drugih v bistvu obrtnikov in pa umetnikov, ki so sodelovali pri sami opremi. Mogoče povem zanimivost, Albert Samasa je izdela zvonove, vendar pa te zvonovi iz te mrliške kapele so bili potem med Prvo svetovno vojno tudi odvzeti oziroma zaplenjeni. To, ko se je dogajalo običajno. Nekoliko pozneje, po sami vojni, so pa iz Puštalskega gradu potem prinesli 2 zvonova in jih namestili v samo pokopališko kapelo. Zdaj,
kje so umrle vojake pokopavali. Sprva so jih pokopavali v civilnem delu Loškega mestnega pokopališča. Ne. Tukaj je bilo, v tem civilnem delu je bilo pokopanih 58 vojakov, vendar se je kmalu pokazalo, da samo notranje civilno pokopališče ne bo zadostovalo. Ne. In je bilo treba najti oziroma iskati dodaten prostor. Ne. In tukaj so potem začele sodelovati občina, okrajno glavarstvo, župnija in pa vojaška uprava. Ne. In našli so nekako ta, recimo, primeren pas, 10-metrski pas na vzhodni zunanji strani samega pokopališkega obzidja. To zemljišče je bilo takrat v lasti loškega tovarnarja Alojzija Krenerja mlajšega in pa župnije. Zdaj, kar se tiče teh 58 vojakov na civilnem delu pokopališča, so pokopavali od 17. avgusta leta 1915 do 26. novembra leta 1915. Ne. Potem pa v bistvu skoraj do konca vojne so vse umrle pokopali na vojaškem pokopališču zunaj obzidja. Tukaj sem označila, kjer se na malo starejši fotografiji vidi, ne, kako se je vzpostavil ta pas in že tudi prvi križi pokopanih. Tale fotografija tle je pa v bistvu ta notranji del civilnega pokopališča. Zdaj pa tudi vprašanje, ne, koliko dejansko jih je pokopanih. Zdaj, v posameznih arhivskih dokumentih in seznamih se zelo različno navaja samo število. V dokumentu, ki ima naslov Seznam na civilnem in vojaškem pokopališču v Škofji Loki pokopanih vojakov, je opisanih 266 pokopanih. Ne. Od teh je bilo 9 nemških vojakov pokopanih pozneje, šele leta 1928. Ne. Potem spet drug načrt imamo tukaj tudi samih vojaških grobov. V Škofji Loki po tem načrtu je tukaj 297 pokopanih vojakov, ne, tako v civilnem kot pa v tem vojaškem delu, ne, spet druga številka. Tretji dokument spet navaja 284 pokopanih. Ne. Tukaj sem dala tudi, da vidite malo narodnosti, ne, kjer je vse narodnosti, Jugoslovani, Čehoslovaki, Nemci, Avstrijci, celo 30 neznanih vojakov naj bi bilo pokopanih. Ne. Tako da zelo težko rečemo, ne, koliko točno je številka. Ne. Če gremo še naprej brskati po dokumentih, vem, da v enem dokumentu je bilo celo številka 313 navedena. Ne. Tako da težko reči. Zdaj, kako so pa izgledali v bistvu ti grobovi? Zdaj, to so bile v bistvu na zemljenih gomilah so bili ob vzpostavitvi pokopališča postavljeni zelo enostavni križi, ne, s temi osnovnimi podatki, ime, priimek, letnica rojstva in pa letnica smrti. Ne. Tukaj vidimo tudi dokument, ne, eden od izdelovalcev križev za vojaške grobove je bil mizarski mojster Felix Bavdavž iz Škofje Loke. Ne. Ta dokument hrani danes nadškofijski arhiv. Niso bili pa samo enostavni in leseni križi, ampak so sčasoma začeli postavljati tudi kamnite spomenike, ne, iz kamna nagrobnike. Dejansko eden od informatorjev, s katerim sem se pogovarjala in se še spomni v bistvu samega tega pokopališča, je rekel, ne, da so bili tudi kamniti nagrobniki postavljeni. Vendar kdaj so jih pa začeli postavljati in komu so jih in komu ne, tega jaz v arhivih, ne, niti v Arhivu Republike Slovenije, niti v Nadškofijskem arhivu, niti v našem zgodovinskem arhivu v Loki, tega podatka jaz nisem našla. Ne. Je pa res, da je ohranjen danes samo še en kamniti nagrobnik. In to je ta. To je ta, ki še danes stoji, in sicer to je nagrobnik z napisom Heinrich Pavlik, K.U.K. Postamtsdiener, ne, rojen 1876, umrl leta 1916. Ne. Zdaj, zakaj je edino ta ohranjen? Zdaj, v arhivih ne najdemo, ne, zakaj točno samo ta, vendar pa po vsej verjetnosti, predvsem zaradi tega, ker je bil najbolje ohranjen in so ga pač pustili. Ne. Drugi so s časoma propadli, še posebej pa tudi sami leseni križi. Ne.
Žal pa možakarja, ki je tukaj pokopan, med mrliškimi listi umrlih vojakov ga ne najdemo. Skratka, njegov mrliški list ni ohranjen, da bi vedeli, zakaj je umrl. Ga pa najdemo v drugih seznamih, recimo, eden je ta, kjer nam v bistvu odkrije še en podatek, da je umrl točno 13. avgusta leta 1916. Po narodnosti je bil pa Čeh. Kar vidimo tudi tukaj na tem načrtu. Številko groba je imel 43 z modro pobarvano, kar pomeni, te različne barve so različne narodnosti. In tukaj vidite, da je to v bistvu češke narodnosti, Heinrich Pavlik. Zdaj, zanimivo je, da tudi seveda vse je bilo potrebno pokopati, ne samo umrle, ki so bili katoliške veroizpovedi. Če si predstavljate, sama veroizpovedna sestava avstro-ogrske vojske je bila zelo, zelo raznolika. In dejansko to je postalo precej pereče vprašanje ravno v primerih smrti nekatoliških vojakov, recimo muslimanov ali pa judov. In zaradi izrednih vojnih razmer in vse večjega števila umrlih, ki jih je bilo treba pokopati, je vojaška uprava dejansko zahtevala od samih katoliških duhovnikov, da jih tudi te ljudi pokopljajo. Ti pa po tedanjih določilih tega seveda niso smeli početi. In zaradi tega so se nemalokrat znašli v sami zadregi. Zdaj, pokop nekatoličana na katoliškem pokopališču je bil dovoljen le v sili, in sicer, ko bi v vojnem času ali ob kužni bolezni na pokopališču za nekatoličane odločeni prostor ne zadostoval. Zdaj, v primeru pokopa nekatoliškega umrlega na katoliškem pokopališču se le to oskruni. In v tem primeru je bilo potrebno po vsakem takem pokopu pokopališče očistiti, razen v izjemnih primerih. In tukaj je pa potem škof Bonaventura dal navodilo samim župnikom, kako je treba postopati. In sicer piše: sila sedanjega vojnega časa je tak razlog. Ker se po zahtevi vojaške oblasti nekrščeni pokopujejo v isti vrsti skupaj s katoličani in se to utegne ponavljati vsak dan, se smejo katoličani pokopavati z običajnimi cerkvenimi obredi, ne da bi se pokopališče vedno na novo očiščevalo. Skratka, z očiščevanjem se počaka do konca vojske. In na tak način so dejansko potem vse pokopavali redno in po obredju. Zdaj, kar se tiče veroizpovedi, spet ohranjene imamo te podatke samo na teh mrliških listih omenjenih. Skoraj pri vseh, razen v 14 primerih, so tudi navedene same veroizpovedi umrlih. Večina teh umrlih tukaj na Loškem, ki so pokopani, je bilo rimokatolikov. 69%. 16% je bilo grkokatolikov, nekaj več kot 8,5% grško-pravoslavnih, skoraj 2,5% muslimanov in pa 2,5% evangeličanov. Tako da, taka je bila nekako ta veroizpovedna sestava samih v bistvu pokopanih tukaj na mestnem pokopališču. Zdaj pa tako, ni bilo pa to edino pokopališče, kjer so pokopavali umrle vojake. Bila so tudi druga, tudi na drugih civilnih pokopališčih so jih pokopavali. Eno takih, recimo, vidimo načrt v Žarnici, ravno tako. V Žarnici je bilo na severozahodnem delu pokopanih 15 samih vojakov. Potem recimo tudi na civilnem pokopališču na Trati pri Gorenji vasi 5 vojaških grobov, 4 znotraj pokopališča in eden zgoraj vidite zunaj samega pokopališča. In pa tudi v Sevcih. V Sevcih na južnem delu pokopan en vojak madžarske narodnosti in pa na pokopališču, mogoče še to povem, v Stari Loki ravno tako pokopana 2 avstrijska vojaka. Zdaj,
tako je bilo nekako stanje vse do konca same Prve svetovne vojne. Ne. Vemo pa, da po koncu Prve vojne so kraljevino SHS, se pravi pozneje imenovano kraljevino Jugoslavijo, dejansko glede vzdrževanja raznih teh vojaških pokopališč obvezovale določbe mirovnih pogodb, Versajska, Saint-Germainska, Trianonska in tako dalje, kjer so se obvezali, da bojo skrbeli in vzdrževali sama ta pokopališča. Vendar pa sam nadzor nad urejanjem in vzdrževanjem grobov je imelo Ministrstvo za vere kraljevine SHS, in sprejet je bil seveda tudi zakon o ureditvi vojaških pokopališč in grobov v domovini in tujini, ki je določil vzdrževanje vojaških grobov, urejal je pa tudi pokopališča padlih mornarjev, vojnih ujetnikov in interniranih državljanov Nemčije, Avstrije, Ogrske in pa Bolgarije, ki so bili pokopani na ozemlju tedanje kraljevine SHS. Vendar pa, seveda, nekako na papirju je to držalo, na papirju je bilo tako, vendar v praksi tega niso ravno dosledno izvajali. Kljub vsem tem zakonom in pa pogodbam, tudi mirovnim pogodbam, breme samega oskrbovanja in vzdrževanja vojaških pokopališč pada na ramena občin in pa seveda posameznih društev in pa raznih skupin. Tako da v Škofji Loki nekako je bila za vzdrževanje samega vojaškega pokopališča zadolžena v prvi vrsti občina Škofja Loka, medtem ko je evidenco pokopanih vojakov vodil loški župni urad. Zdaj, znotraj same občine je bil za reševanje vprašanj pokopališča ustanovljen provizorični odsek za ohranitev vojaških grobov. Vodil ga je pa sam odbornik gospod Viktor Žužek. Zdaj, poleg tega občinskega odseka je za vojaške grobove skrbela tudi ena skupina, in sicer to je bila skupina bojevnikov v Škofji Loki, to je bila podružnica Zveze bojevnikov, ki je bila ustanovljena leta 1933. Zdaj, loška skupina bojevnikov je s svojim delovanjem nekako pokrivala območje občin Škofja Loka, Stara Loka in pa samega Zmenica. Zdaj, lahko si pa predstavljate, da samo vzdrževanje vojaških pokopališč, pri tem je največkrat prihajalo predvsem do finančnih težav in pa tudi logističnih težav. Se pa razmere, kar je zanimivo pri nas, v Škofji Loki malce spremenijo leta 1928. Zakaj ravno takrat? Predvsem zaradi tega, ker je takrat zgrajena vojašnica Petra Karadžordževića, v kateri je bil nastanjen prvi planinski pehotni polk. In tukaj se začnejo rahle težave spet za ženskami sumljivega slovesa. Dejansko že 2 leti zatem komandant vojašnice pošlje dopis občini Škofja Loka, v katerem opozarja na težavo druženja žensk z vojaki na samem pokopališču. Komanda vojašnice je vojakom sicer prepovedala zadrževati se na pokopališču in pa predlagala, da bi delali redne obhode pokopališča, predvsem med 18. in 21. uro zvečer. In pa po drugi strani tudi prepovedala ženskam vstop na pokopališče, še posebej v nočnih urah. Zdaj, občinske oblasti so ta dopis vojaške komande potem posredovali samemu župniku, da je to razglasil, tudi v cerkvah. So pa sprejeli dejansko ukrep in ta ukrep je bil, da se zaklepajo vrata pokopališča. Odprto je bilo le čez dan, ob nedeljah in praznikih, ter med tednom, ko je bilo obiskovanje grobov bolj splošno. Tako da na tak način so potem poskušali rešiti to, te spet stike vojske z ženskami, z sumljivega slovesa. Zdaj seveda, če si predstavljate prvo polovico 30. let, ko tudi naše dežele oziroma naše kraje prizadene ta velika gospodarska kriza, tudi samo prebivalstvo Škofje Loke ni bilo več sposobno v tolikšni meri, predvsem pa s prostovoljnimi prispevki financirati skupine bojevnikov ali pa samega vojaškega pokopališča. Druga težava je bila pa tudi sama cesta. In sicer, ta cesta
ki je šla ravno mimo samega vojaškega pokopališča, ni bila v skladu s pieteto pokopanih tam. Ne? Sama cesta je bila zgrajena leta 1916 in to vojaško pokopališče je bilo postavljeno na precej odprtem delu, ne? Čeprav so ga nekako ta skupina bojevnikov poskušala zamejiti, pa so sadili ciprese, pa postavljali razne nižje ograjice, ne? Ampak še vedno promet, vozovi, avtomobili že takrat, ne? In tako dalje so kalili ta mir pokojnikov. Ne? Tako da nekako tukaj so se ravno tako nenehno borili s to težavo. Zdaj seveda pa po koncu Prve svetovne vojne so v spomin padlim v posameznih krajih, predvsem na pobudo posameznikov ali pa društev začeli postavljati razna spominska obeležja in pa spomenike. Ne. Še posebej aktivna pri tem je bila že omenjena Zveza bojevnikov. Če vam povem samo en tak podatek, ne, na njeno pobudo je bilo zgrajenih okoli 150 spomenikov padlim in žrtvam Prve svetovne vojne. Ne. In v Škofji Loki je bil na vojaškem pokopališču potem tudi leta 1928 postavljen spomenik padlim Ločanom v vojni, ne, kjer so tudi njihova imena zapisana. Avtor samega kipa je Ivan Jurkovič, izdelan je pa iz kraškega marmorja in upodablja žalujočo Slovenko. Zdaj, svečano odprtje je bilo 7. oktobra leta 1928. Ne. Ustanovljen je bil seveda odbor za proslavo, ne, ki sta ga vodila Viktor Žužek kot predsednik občinskega odseka za postavitev spomenika in občinski odbornik Matevž Ziher. Seveda odprtje je z mašo za padle vojake začel vojni kurat Franc Bonač, nato je pa krenil ves ta slavnostni sprevod. Ne. Šolska mladina, gasilci, lovci, godbe, telovadni odsek Orlov, Sokoli, prosvetno društvo, rezervni častniki in še, in pa seveda vsi obiskovalci, ki so bili zraven. Ne. Tukaj vidite utrinki, kakšna množica se je zbrala pri odkritju samega spomenika. Samim tem svečanostim je pa sledilo potem polaganje vencev in prva je v imenu slovenskega ženstva venec položila ravno Franja Tavčarjeva. In to je bil, če si predstavljate, celodnevni dogodek, tukaj na tisti strani vidite potem tudi vabilo in od spodaj je zanimivo, vsa ta slovesnost se je končala z tombolo na Mestnem trgu. Tako nekako je to potekalo. Ne? Tako da tok z moje strani. Evo, če imamo pa še to kakšno vprašanje, pa kar. Seveda, kako pa kaj naprej, ne, z samim vojaškim pokopališčem, ljudje vejo povedati, ne, še vedno so pokopani, vendar mene še čaka naloga, predvsem pregled arhiva po letu 1945, ne, da vidimo v bistvu, kaj se je dogajalo. Mogoče omenim še to, ne, da že v tem obdobju, ko smo ga zdaj poslušali, ko sem ga zdaj predstavila, predvsem med obema vojnama, so se pojavljale tudi določene zahteve po ekshumaciji, ne, oziroma prenosu teh posmrtnih ostankov bodisi v skupno grobnico ali na Bled ali v Kranj recimo, ali pa da bi se tukaj zgradila neka skupna grobnica. Ampak je treba vedeti, ne, da se v bistvu po Prvi svetovni vojni nekako precej spremeni podoba same Evrope, ne, nastajajo nove države in seveda to so bila zunanja ministrstva, ki so morala posredovati tem državam te zahteve. Spet dobili so take in drugačne odgovore, skratka, zelo se je zapletalo okoli tega, tako da do te ekshumacij potem ni prišlo, ne, tako da še vedno tudi po drugi svetovni vojni ostane vojaško pokopališče. Ok, dobro. Potem pa najlepša hvala, če bo